Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Župan za vas. Tukaj z mano je župan Mestne občine Murska Sobota, dr. Aleksander Jevšek. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav vam na Mestni občini Murska Sobota, lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem vaše televizije. Pa če začneva kar z aktualnimi stvarmi, karantena se počasi umika, življenje se normalizira. Kakšni so vaši občutki? Dobri, zaradi tega, ker se vedno manj pogovarjamo o problemih povezanih z virusom in vedno več o tem, kaj bomo počeli v prihodnje, da vrnemo življenje v normalne tire. Moram reči, da je Murska Sobota v času korona krize ravnala zelo resno. Tukaj, ko govorim o Murski Soboti, govorim tako o občankah in občanih, kot tudi občinskem štabu civilne zaščite in vseh službah, ki smo bile zadolžene za to, da se virus ne razširi tudi na območju naše občine. In zaradi tega še vsem skupaj hvala lepa. Dobro smo jo obnesli, lahko rečemo, naša klinična slika je kar dobra, kot smo že večkrat povedali, in samo želimo si lahko, da bo tako tudi ostalo. To je tudi pogoj za to, da lahko začnemo nekoliko prej kot mogoče na ostalih nekaterih občinah sproščati ukrepe in to počnemo tudi sedaj. Ve se, da so se sprostili nekateri vrtci, osnovne šole in želimo si, da bi vlada tudi v naslednjih ukrepih sprostila tiste omejitve, ki so povezane z druženjem občank in občanov. Namreč vsa leta do sedaj, 25 let do sedaj, smo organizirali Soboške dneve, ki so bili v koncem maja že pripravljeni tik pred zdajci. Žal v tem letu, točno na 25. obletnico, bodo Soboški dnevi drugačni. Kot prireditev smo jih odpovedali, nismo se pa odpovedali planu B. Imamo pripravljen plan B in ravno včeraj je Zavod za kulturo, šport in turizem poslal v vsa gospodinjstva programe vzporednih prireditev, ki se bodo začeli odvijati počasi v Soboški dvorani Park, ki je prav tako zaradi dogodkov bila skoraj 2 meseca zaprta. Odvijale se bodo kinopredstave v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje in upajmo, da bo, kot sem že povedal, vlada lahko v naslednjih dneh tudi sprostila ukrepe glede omejitve odpiranja kopališč. Ne samo zaradi zdravilišč v našem okolju, ampak tudi zaradi tega, ker mi ne glede na vse pripravljamo soboško letno kopališče, kot da sezona bo. In želimo si, da bi vsaj tam otroci, ki so bili in dijaki, pa tudi starši in starejši, ki so bili sedaj nekoliko zaprti v svoja stanovanja, hiše, lahko nekoliko doživeli različne oblike sproščanja, kopanja in druženja. No, pripravljate pa tudi, oziroma ste sprejeli in še boste sprejeli določene ukrepe na področju gospodarstva. Če nam lahko poveste kaj več o tem. Mala in srednja podjetja so tista, ki so potegnila najkrajše v tej korona krizi. To so predvsem gostinska podjetja in tista podjetja, ki so vezana na različne storitvene dejavnosti, kakor tudi podjetja, ki so povezana z turizmom. Ta podjetja so sicer delno deležna ukrepov po zakonodaji COVID-1, 2 in sedaj v pripravi 3, vendar ne glede na to smo mi že pred krizo na Slovenski ulici imeli 2 sestanka z podjetniki in pa gostinci, kjer so nas ves čas opozarjali, da zaradi del, ki potekajo na Slovenski ulici, imajo manjši promet in s tem so tudi prizadeti v ekonomskem smislu. Mi smo pripravili poseben pravilnik, na podlagi katerega v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo lahko razpisujemo različne razpise za pomoč podjetnikom in ta prvi razpis je že zaključen. Gre samo za lokale in pa za podjetnike na Slovenski ulici. V teh dneh bodo lastniki lokalov prejeli odločbe o dodelitvi sredstev. Ko bodo te odločbe v nekaj dneh pravnomočne, bodo deležni tudi finančne pomoči. Mi smo namenili za ta razpis 30 000 evrov, prijavilo se je 21 podjetnikov. To niso denarji, zaradi katerih bi podjetniki obogateli,
ampak je, če ne drugo na simbolični ravni, oblika pomoči, ki jim bo za nekaj časa omilila finančne težave. Mi pa bomo v sodelovanju z Gospodarsko zbornico in z Obrtno zbornico pripravili še več takih razpisov, vendar v skladu z našimi finančnimi možnostmi. In pa predvsem to, kar je značilnost, usmerjeni bodo ti razpisi predvsem v tista podjetja, ki so dejansko bila prizadeta finančno v tej krizi, z namenom, da jim pomagamo, da se nekako izvijajo iz teh najhujših trenutkov ta čas. Torej podjetja z zelo ciljanimi razpisi in ne vse poprek, kot se to mogoče včasih dogaja v nekaterih občinah. Jaz nisem pristaš tega, da se gre na splošno v odpisovanje plačil komunalnih prispevkov, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in podobno, kajti zavedati se moramo, da mora tudi občina imeti svojo likvidnost, ker to so izvirni prihodki občin in to je pomembno predvsem zaradi tega, ker tudi za svojimi investicijami, ki jih izvajamo, če smo likvidni, pomagamo lokalnim podjetnikom. In se mi zdi, da je tukaj treba biti sorazmeren in previden pri teh obljubah, kajti če resnici na ljubo občina odpiše plačilo komunalnega prispevka, na koncu to tako ali tako plačajo zopet občani, ker če ima komunala izgubo, potem se ta izguba krije iz proračuna in potem na drugih področjih občani niso deležni. Tako da to so mogoče kratkotrajno všečne obljube, ampak dolgotrajno pa seveda ne zdržijo. Mi smo poleg tega, da pripravljamo te razpise, tudi zamaknili plačilo nadomestila uporabe stavbnega zemljišča, tako za občane kot za podjetja, tako da bo to plačilo nekoliko kasneje, ko bo učinek te krize že mogoče nekoliko manjši, kot je ta trenutek. Hkrati pa seveda že obstaja oblika pomoči tudi fizičnim osebam, občankam in občanom, ki so v socialnih stiskah z enkratnimi denarnimi pomočmi. Te enkratne denarne pomoči izvajamo v sodelovanju z Centrom za socialno delo, ki za občino preverja upravičenost do teh sredstev. To je kratek postopek, nedolg in kdorkoli je upravičen do teh sredstev, jih je tudi dobil. Razmišljamo pa seveda o povečanju teh sredstev, da bo ta pomoč tudi bolj učinkovita. Hkrati pa seveda smo izvajali tudi v času krize nekatere ukrepe, s katerimi smo pomagali občankam in občanom in tudi podjetjem. Skoraj mesec in pol nismo zaračunavali parkirnine, ko je bil ustavljen javni promet. Seveda se je potem pokazalo, da se v nekaterih mestih, tudi v Murski Soboti, ta ukrep zlorablja, kajti ljudje, ki so sicer parkirali v parkirnih hišah, ki so plačljive, so potem začeli parkirati na zunanjih neplačljivih parkirnih površinah in so se v mestih dogajale seveda gneče in težave, tako da smo mestne občine 4. maja ta ukrep ukinile in ponovno začele zaračunavati parkirnine. Odpisali smo tudi na nek način plačilo najemnin za odprte javne prostore in poslovne prostore v lasti občine, ki v času krize niso obratovali. To se nam zdi pošteno in se mi zdi, da tudi ta ukrep na nek način pomaga gospodarstvu. V celoti gledano pa se mi zdi, da je zelo pomembno, da se kot pomoč gospodarstvu in zagon gospodarstvu intenzivno izvajajo investicije v naši mestni občini. In moram reči, da Slovenska ulica se je tudi v času krize neprekinjeno prenavljala po načrtu in ko smo že pri Slovenski ulici, naj povem, da je v javnost nekoliko presenetila novica Ministrstva za okolje in prostor, da se rok za izvedbo te ulice podaljšuje za pol leta. Ne gre za rok za izvedbo, kajti rok za izvedbo ni ogrožen in Slovenska ulica se v nekaterih delih celo hitreje prenavlja, kot je po načrtu gradnje. Slovenska ulica bo končana do nekje novembra meseca letošnjega leta, kot je načrtovano.
Podaljšali so se pa seveda finančni mehanizmi, da potem za državo uredimo plačila glede na to, da so to sredstva iz kohezije in zato je šlo, ne za podaljšanje roka, tako da občankam in občanom naj povem, da naj ne skrbijo. Vemo da in zavedamo se, da so težave na Slovenski ulici. To je ulica, ki je precej frekventna in zaradi tega sedaj tudi povezana z tem, da so naša gibanja omejena, ampak malo še potrpimo nekaj mesecev in ko bodo zasajena drevesa v jeseni, bomo lahko vsi zelo, zelo zadovoljni. To vam zagotavljam, kako lepo ulico bomo imeli. No, gre pa tudi za ostale investicije, ki jih v mestni občini pripravljamo. Najbližja je seveda investicija v severno obrtno industrijsko cono. V petek smo podpisali z domačim gradbenim podjetjem, ki je bilo izbrano na natečaju pogodbo v vrednosti 450 tisoč evrov. Gre za pogodbo iz naslova dogovora za razvoj regij. In zanimivo, isti dan po podpisu pogodbe smo bili tudi deležni vesele novice strani Ministrstva za gospodarstvo, da smo deležni še pol milijona dodatnih sredstev za tretjo fazo severno obrtne industrijske cone in razpise in vso potrebno dokumentacijo že pripravljamo za to. Ampak če se vrnemo na to prvo fazo, skratka gre za komunalno urejanje severno obrtne industrijske cone, ki bo omogočila, da bo ta cona še bolj atraktivna, ki bo omogočila, da bodo podjetniki, ki so že kupili zemljišče in bodo v letošnjem letu začeli z izgradnjo svojih objektov poslovnih, lažje dostopali do objektov in imeli tudi vso potrebno infrastrukturo. No, v tretji fazi severno obrtne industrijske cone pa bomo delali parcelizacijo in sicer bo to potrebno zaradi spremembe namembnosti nekaterih zemljišč in potem tudi z komunalno ureditvijo naredili ta zemljišča bolj atraktivna za kupce, za investitorje, ki se v veliki meri zanimajo za zemljišča. Ko pa smo že v tem delu Murske Sobote, pa naj povem, da smo zelo, zelo intenzivni in da si prizadevamo, da vključimo vzhodno obvoznico v paket projektov, ki jih vlada sedaj pripravlja v višini približno pol milijarde evrov, ki bodo prednostni projekti. Tukaj sem zaprosil za sodelovanje naše pomurske poslance. Zagotovili so mi, da bodo pri tem pomagali, kajti gre za naš skupni interes, za celotno, lahko rečem, Pomurje, kajti Goričke občine in Moravske Toplice bodo pri Čardi na nek način direktno povezane z avtocesto. To je pomembno za razvoj in napredek tudi Goričkega, tega dela Goričkega. In hkrati seveda pa je torej vzhodna obvoznica zaključek nekega dela obvoza Murske Sobote, ker sedaj ta trenutek seveda je velik problem promet na Lendavski ulici, velik problem je tudi onesnaževanje z PM10 delci in še kaj bi lahko naštel, tako da jaz upam, da bo ta projekt sedaj vključen in potem seveda ni razloga, da ne bi letos investitor, to je pa država, zaprosila za gradbeno dovoljenje in drugo leto, da se začne delati. Vrednost investicije pa je 20 milijonov in to niso majhni denarji. V samem mestu pa mi z tudi evropskimi sredstvi v višini 75% že v juniju mesecu pričnemo z obnovo Kroške ulice in sicer je to kar velik projekt od Cankarjeve pa do Agroservisa. Prenavljamo kompletno infrastrukturo na Kroški ulici, pločnike, zasaditev z drevesi, ki povzročajo težave tam stanovalcem, ki so prerasli svoje dimenzije in ta projekt bo nekje koncem leta prav tako zaključen, bo pa zopet povzročal seveda težave, ker bo Kroška ulica v tem času delno samo prevozna in zato tudi na tem mestu se kroženčare, setakovčare in Sobočance, ki se vozijo tam, pozivam na strpnost in pa da uporabljajo ostale možnosti dostopa do svojih ciljnih destinacij. No, kar nekaj investicij pa je že zaključenih. Tako je. Mi sedaj nekako zaradi razmer
ne moremo pripravljati otvoritvene slovesnosti, čeprav si to želimo, da ljudi tudi seznanimo, da se v tem mestu tudi končuje investicije. Zdravstveni dom, to je zelo velika investicija, je dobil prizidek, v okviru, mislim, da je vrednost nekje okoli 400 tisoč evrov. Hkrati pa tudi smo zaključili in zaključujemo projekt prenove tržnice, pomemben projekt, ki bo omogočal, da bodo prodajalci prodajali svoje izdelke na suhem, ne takrat, ko dežuje, da jih zalije voda in seveda to povzroča velike težave. Torej, tržnica je pokrita, sedaj še prenovimo del tlaka in selimo tržnico v tem delu pokritem v notranjost. Kar se pa tržnice tiče, je pa zanimivo, da smo tudi tukaj šli nasproti prodajalcem z namenom, da vzpodbujamo prodajo lokalno pridelane hrane. Namreč subvencioniramo plačilo prostora za prodajo izdelkov, tako da prodajalci prodajajo zastonj. Mi komunali plačujemo v imenu prodajalcev najemnino in tako se je pokazalo, da je to dober ukrep, kajti tržnica je na Trgu kulture sedaj zaživela, seveda tudi zaradi sezone prodaje različnih sadik, rož in tako dalje, ampak želimo si tako tržnico, kot je sedaj, in mogoče je to dobra smer, da nadaljujemo s tem ukrepom in še spodbujamo, kajti kje drugje kot pa v Prekmurju se predela domača hrana in se mi zdi, da Sobota rabi tržnico in da tržnica je duša vsakega mesta. No, hkrati pa ne gradimo samo v samem mestu, tudi v primestnih naseljih. Končuje se vaško-gasilski dom v Veščici, nadaljujemo z gradnjo večnamenskega prostora na nogometnem igrišču v Krogu. Poleg tega v Rakičanu zaključujemo gasilski dom, preplaščene so bile nekatere ceste, skratka, dogaja se kar precej. Je pa to, kar je pa zelo spodbudno, kar se investicij tiče, je pa dejstvo, da privablja Murska Sobota vedno več zasebnih investitorjev. In ravno v vaši bližini, neposredno, se za ponedeljkom začne rušenje stare kirurgije. In to je projekt, v katerega se je, čeprav občina ni neposredno vključena kot investitor, zelo intenzivno vključila. Namreč bilo je veliko težav, veliko birokratskih preprek in nekajkrat smo bili na tem, da je investitor rekel, poslušaj, zdaj imam pa tega dovolj, grem na Ptuj oziroma Ormož, kjer imam parcele pripravljene, ampak uspelo nam ga je zadržati, premagati te birokratske ovire in se mi zdi, da je to primer tudi dobre prakse, kako lahko lokalna skupnost in župan pomagajo investitorjem, da kljub temu vztrajajo in začnejo delati. Torej, v ponedeljek se začne rušenje, nastala bo čudovita poslovna stavba z novimi delovnimi mesti. Na Kocljevi ulici v Murski Soboti pa prav tako pričnejo z deli v juniju mesecu, in sicer bo nastala nova poslovna stanovanjska stavba. Stanovanjska posebej poudarjam zaradi tega, ker smo v dogovoru z Stanovanjskim skladom Republike Slovenije ugotovili, da Stanovanjski sklad v Pomurju praktično ni vlagal ničesar. In direktorja Stanovanjskega sklada, gospoda Remica, sem prosil in pozval, da se ta slika seveda spremeni na boljše in obljubil je in akcija že stekla, da bo kar nekaj stanovanj z naslova Stanovanjskega sklada investiranih v Murski Soboti. Hkrati se pa pogovarjamo tudi z nepremičninskim skladom o izgraditvi približno 40 stanovanj, tako imenovanih varovanih stanovanj, in tudi tukaj smo na zelo dobri poti. Smo pa iz naslova celostnih trajnostnih naložb zaključili tudi dve zanimivi investiciji. Eno je bivalna skupnost v Ivanocijevem naselju. Zakaj je to zanimivo? Zaradi tega, ker se je naš stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota odkupil staro propadajočo hišo, smo jo obnovili iz evropskih sredstev in tam je nastala stanovanjska bivalna enota za 4 družine. Razpis bo za starejše kategorije stanovalcev, je pa to model, ki ga bomo uporabljali tudi za bivalne skupnosti za mlajše. In sicer v Murski Soboti je veliko propadajočih stanovanjskih hiš, nekje smo celo solastniki, ker smo vstopili kot dediči in se mi zdi, da je to dober model, da na eni način prenavljamo stanovanjske hiše,
ki na trgu nimajo visoke cene in hkrati omogočimo bivanje mladim družinam in starejšim. Tako da smo bili tudi tukaj strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije pohvaljeni in jaz upam, da bodo poleg teh pohval tudi kakšne finančne vzpodbude. No, smo pa tudi zaključili zavetišče za brezdomce, tudi tukaj je šlo za sofinanciranje z evropskih kohezijskih skladov in v kratkem se bodo preselili v lepe prostore in tudi na ta način dokazujemo, da je Murska Sobota resnično prijazno mesto tudi tistim skupinam ljudi, ki jim je težko, da znamo tudi poskrbeti za njih. Spremenili pa ste tudi urnik uradnih ur, če se ne motim? Tako je, mi smo na mestni občini praktično začeli delati tako, kot je sicer bilo v navadi. Urnik je objavljen na naši spletni strani, uradne ure tečejo, seveda bi pa potem opozoril, da se je potrebno, tako kot v vseh ostalih uradnih prostorih, držati navodil glede navodil Nacionalnega inštituta, ampak zdaj smo se ljudje že nekako to navadili in to nam ne povzroča posebne težave. Najlepša hvala za ta pogovor, dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota. Hvala tudi vam. Gledalke in gledalci, hvala tudi vam, da ste nas spremljali, da nas gledate in nasvidenje do prihodnjič.